Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Smo na vrhuncu poletja. Za nami je izjemno dolg in vremenoslovci trdijo, da tudi eden od najbolj vročih vročinskih valov v zadnjih desetletjih. Za mnoge je ta čas tudi čas počitnic in dopustov, žal pa je tudi res, da si na mnogih slovenskih kmetijah dopusta skoraj ne morejo privoščiti. Pa ne zaradi tega, ker bi jim bil finančno nedosegljiv, ampak ker preprosto ni mogoče izpustiti vsega iz rok in najti nekoga, ki mu zaupamo, da bo poskrbel za živino in nujna vsakdanja opravila. Vse drugače bi bilo, če bi kmečko delo in pridelki imeli pošteno ceno in omogočali preživetje. V slovenskih razmerah je edini možni način preživetja kmetij sodelovanje dveh generacij. Da bi to bilo mogoče, pa bi moralo delo teh dveh generacij prinašati dovolj dohodka, da bi dve družini lahko nekako preživeli. Že vse od osamosvojitvenih časov velja, da je družinska kmetija temelj slovenskega kmetijstva, pa je temu res tako, se lahko vprašamo. In lahko še nadaljujemo razmišljanje v tej smeri, koliko uspešnih družinskih kmetij bomo imeli še čez recimo 20 let, na katerih osrednja aktivna generacija ne bo pregorevala od dela, ki konec koncev mora biti narejeno, ni pa nikoli plačano. Prav o tem in tudi o tem med vsem drugim je v odprtem pismu minuli teden razmišljal Branko Tomažič, državni svetnik in predsednik Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Državnem svetu Republike Slovenije. Nekatere njegove trditve razumejo kot zelo polemične, zato sem vesel, da se je odzval našemu vabilu in se bomo lahko širše ustavili ob zapisanem. Gospod Branko Tomažič, torej lepo pozdravljeni. Dobar dan. 30 let že poslušamo o tem, da je družinska kmetija temelj slovenskega kmetijstva. Prav vsaka resolucija o tem govori, pa lahko vsi vidimo, kam smo v teh 3 desetletjih pravzaprav prišli. Zato, da družinske kmetije ohranjamo, mnogi ljudje delajo 2 šihta in sredstva za modernizacijo kmetij namenjajo iz osebnih dohodkov na tistem prvem šihtu. Ja, če se vrnem nazaj v letu 1993, takrat je profesor dr. Osterc pripravil tu strateški načrt za slovensko kmetijstvo in bil tu, ta strateški načrt tudi sprejet v Državnem zboru kot zakon. In takrat je bilo jasno napisano in tudi, če bi lahko rekli, tudi Demos je takrat nekako bil politično soglasno, da je temelj slovenskega kmetijstva družinska kmetija. S tem, da se bi tudi transformacija teh veleposestev, kombinatov, nekako zemljo razdelilo kmetom, da bi bile kmetije potem zadosti velike, odporne in se bi tudi prilagajale, ker vemo, da potem, če smo sledili, primerljive bile evropskim kmetijam. Žal pa bi lahko rekel, da tu nekako nekaj cajta je držalo, potem pa je politika, ko nazaj ta levi politični lobby začel biti nazaj močan, nekako tu izmikala, umikala, sklad je naredila v tem smislu, da je še zmeraj ščitil kombinate, na drugi strani nekaj velikih kmetij, do malih kmetij pa ni bilo nikoli posluha in danes, če lahko rečem, je pa načrtno uničevanje malih kmetij, srednjih kmetij, ker ni nekako investicijskih denarja namenjena, ker te kmetije bi morali mi nekako z raznimi investicijskimi sredstvi pomagati, da se bi povečale, da se bi izradile, da bi se modernizirale in bile odporne na prilagajanje, ki bo še v nadaljnje. Res pa je tudi na našem podeželju, ki je zelo hribovito, ki je zelo zeleno, ki je zelo raznoliko, ne moramo imeti velikih kmetij, ki bi bile konkurenčne evropskim. In te male kmetije so pa temelj, da mi ohranimo poseljeno podeželje, da ostane podeželje kultivirano
In danes jaz ugotavljam, da je vse načrtno narejeno, da bi se te kmetije nekako propadale, s tem bi pa propadla tudi naša kulturna identiteta naroda. In ne nazadnje vemo, kje se je slovenstvo obdržalo v 100 letih nazaj. Na podeželju, pod Avstro-Ogrsko je bilo najbolj močno slovenstvo na podeželju, mesta so se že nekako ponemškutile, so že nekako vse Nemci pridobivali našo naklonnost ali pa na Primorskem fašisti, podeželje je tisto, ki drži. In danes jaz ugotavljam, da je vsa doktrina narejena, kako uničiti male in srednje kmetije in s tem tudi posredno uničiti narod. To je v Evropski uniji vse te subvencijske kampanje, zveri, vse je narejeno na tem, da se podeželje izniči. Morda greva po korakih, ampak najprej skoraj bi šel staviti, da bo tudi v naslednjem strateškem dokumentu ponovno pisalo, da je družinska kmetija temelj slovenskega kmetijstva. Torej leporečenje. Ja, to je leporečenje, všečno je, zdaj se bo pa nekaj premaknilo, zdaj bo pa nekaj boljšega, pa ne bo. Ker gledajte, mi danes ta investicijski denar, ki ga imamo zdaj, če smo molili zadnji razpis, 7 milijonov za kmetije, 8 milijonov za kmetijska gospodarstva. In sem zadnjič jaz dal svetniško pobudo, da se denar razdeli glede na obdelano površino. Vemo, da velike posestva obdelujejo 4-5% zemlje. Če damo še par velikih kmetij, to lahko morda 6-7%. So mi odpisali, da te kmetije so zelo pomembne za samooskrbo, te posestva so zelo pomembne tudi za pridelavo hrano in zaposlujejo ljudi. Ampak vse te velike kmetije in te posestva nimajo tavžent zaposlenih. A kaj pa unih 50 kmetov, ki od tega živi, a tu niso nič pomembni za našo družbo. In tukaj je čista zloraba inštituta, bi rekel, dodeljevanje sredstev, pokrivanje sredstev, ampak res je, velike te posestva imajo dobre lobiste, politika jim je naklonjena in tukaj je en čist pokazatelj, kako je treba uničiti male kmete in srednje kmete. Ja, če se ustaviva prav na tem finančnem področju, gospod Branko Tomažič, javnost kmetom vsakič, ko pride do česarkoli, recimo tudi, ko so bili protesti kmetov, očita kmetijske subvencije. Saj imamo tudi ljudi, ki takrat lansirajo novice o tem, sprožijo različne komentarje in tako naprej. Po drugi strani, večina slovenskih družinskih kmetij, torej, če pojasniva poslušalcem, te kmetije so ponavadi velike tam od 10 do 15 hektarov, trdi, da jim vseh treh desetletjih ni bil omogočen dostop do sredstev za investicije. Dobili so jih veliki,